Ante Šimundža, trener Mure. Težka tekma na praktično nemogočem igrišču. Kako ste jo vi videli? Dobro, samega igrišča ne bom komentiral, ker to ni v moji domeni, ampak sami ste videli, da je bilo izredno težko. Vemo, da se nogomet igra za gledalce, vemo, da želimo vsi gledati hitro, dinamično igro, ampak danes pač ni šlo zaradi teh razlogov, ki ste že sami omenili. Moram povedati, da je današnja tekma bila ravno takšna, kot sem jo pričakoval. Pomeni, da smo bili konkretnejši, da smo bili dominantnejši, kljub igralcev manj, cel drugi polčas mislim, da smo ustvarili boljše priložnosti, lepše priložnosti, vendar na koncu se nam ni šlo in moramo biti zadovoljni za točko. Ja, predvsem drugi polčas po vstopu Vinka, ki je precej poživel igro, ste bili dominantnejši in bližje zmagi. Ja, tako sem rekel, ne, vsak igralec išče svoj prostor pod soncem, vsak igralec se bori za prvih 11. Dejstvo je, da je Vedran prinesel eno spremembo, prinesel eno dinamiko. Škoda, da nismo realizirali, ampak moramo v teh razmerah, v katerih je bila danes odigrana tekma za igralce manj, biti točko tudi zadovoljni. Sledi reprezentančna pavza, dovolj časa, da se pripravite za naslednje težke dvoboje. Ja, jaz sem že pred prvenstvom sem govoril, da bomo priprave potegnili še v samo prvenstvo. Nam se zaradi vremenskih razmer zgodilo to, da smo igrali v enem tednu, ki smo ga planirali kot še pripravljalnega, odigrali 3 tekme. Smo seveda takoj reagirali, ampak fantje vseeno to se malo čutilo in tudi zato je mogoče izkupiček ni takšen, ki smo ga vsi želeli. Sedaj še bomo napolnili baterije, da se pripravimo do konca prvenstva in mislim, da bomo sedaj lahko potem prišli do neke koliko toliko optimalne pripravljenosti. Arpad, vaš igralec Mure, kako ste vi danes videli srečanje? Ja, kaj naj povem, nažalost smo dobili konec prvega polčasa en neumen rdeči karton. Na to smo se trudili še zadržati rezultat oziroma zmagati, to nam je tudi uspevalo, ampak nažalost nismo zabili gola, ampak mislim, da smo lahko tudi zadovoljni s to piko, saj smo napravili en napredek tudi v igri in tudi v pristopu, ker pač prejšnjih tekmah nam to ni uspevalo v prvem pa drugem krogu. Edin Usmanović, trener Aluminija, vaš debut na klopi Aluminija se je končal z delitvijo točk, kako ste zadovoljni? No, mislim, da so danes pogoji za igro bili izredno težki, eni in drugi smo si želeli zmage. Mi seveda smo imeli to možnost, da z igralcem več naredimo nekaj več v drugem polčasu, vendar Mura se je dobro branila. Na koncu koncev, glede na to, da smo malo časa skupaj, mislim, da smo eni in drugi lahko zadovoljni s točko. S to točko je razlika ostala še vedno 4 točke, vaš prid, torej ste lahko zadovoljni? No, dejstvo je, da je še do konca kar nekaj tekem in upam in si želim, da bomo naredili eno mini serijo in da se bomo rešili te pozicije, ki jo zdaj praktično držimo. Klemen Bingo, igralec Aluminija, danes so bili pogoji za igro zelo težki. Kako ste vi videli? Kako je to izgledalo na igrišču? Ja, nimamo kaj težko igrišče, ampak tako za nas, kot za njih. Noben si ni želel izgubiti te tekme. Imeli smo dva težka poraza za sabo, tako da ta tekma je bila v bistvu za oboje nekako tekma sezone. Če zmagaš, se dvigneš, če izgubiš, padaš, ampak nekako na koncu moramo biti vsi zadovoljni s eno točko.